Letošnje leto je polno jubilejev, 25 let osamosvojitve, 35 let osnovne šole Jakoba Aljaža in 10. Dadin likovni natečaj, katerega tema je bila praznovanje. Odziv mladih likovnih umetnikov pa je bil znova odličen. Navdušen sem nad izdelki učencev, navdušen sem oziroma se zahvaljujem vsem sodelavkam, ki so to pripravile. 10 let je veliko. Treba je vedeti, da je bilo okoli 3000 likovnih otroških del v tem času, 10 katalogov z vsemi temi deli, da je bilo toliko energije, toliko ustvarjalnosti, da je šola živela z likovno umetnostjo. Namreč približno pol leta se vsa ta likovna dela tudi po naših stenah, učilnic, hodnikov, učenci imajo nek odnos do likovne umetnosti. Tako da tukaj je nekaj, kar človeku daje kar eno zadoščenje za 10-letno delo. Na natečaju, kjer smo lahko videli 282 likovnih del, je sodelovalo kar 38 osnovnih šol iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Makedonije in celo Argentine. Mi smo navezali stik z osnovno šolo Jakoba Aljaža iz mesta Bariloche iz Argentine, dobili od tam tudi 3 risbe, ena je celo nagrajena. Tako da smo veseli, da smo odkrili to šolo, namreč to je še ena šola, ki se tako kot naša šola imenuje. Z njimi želimo še več stika vzpostaviti, tako da je to nekaj, kar nas je prav presenetilo, da nam je uspelo. Že drugo leto zapored so na Dadinem likovnem natečaju sodelovali učenci iz osnovne šole Podklošter iz avstrijske Koroške. Meni se zdi izredno pomembno, ker se vidi, kako delujejo na Slovenskem, kako mi delamo, in menim, da je izredno pomembno, da navežemo stike in sploh na tem področju, kar se tiče likovne vzgoje. Podeljenih je bilo 9 nagrad, po 3 za vsako triletje. Učenka 6. razreda Ana Strojin pa je prejela drugo nagrado. Najprej sploh nisem pričakovala, da jo bom dobila, ampak potem sem pa šele 2 dni prej izvedela, pa sem bila vesela. Dadin likovni natečaj je že pred leti presegal naše meje in z likovno umetnostjo prodiral svet. Z umetnostjo v svet, vredno praznovanja.